Poglej si fotografijo sebe, ko si bil star 1 leto. Verjetno misliš, da gledaš mlajšo različico sebe in da si preprosto pozabil na tista zgodnja leta. Toda biološko gledano to ni res. Tvoj možgan ni samo izgubil teh spominov, ampak je dejansko formatiral trdi disk. Tisti dojenček na sliki, to nisi ti. To je popolnoma drugačen subjekt, katerega je bil fizično razstavljen in prepisan, da lahko obstaja tvoja trenutna zavest. Zato se ne moreš spomniti časa, ko si bil dojenček. Prvo poglavje. Tujec na fotografiji. Verjetno si že slišal mit, da se človeško telo fizično zamenja vsakih 7 let. Toda tako kot veliko priljubljene in pogosto ponavljane pop znanosti na internetu, je to le pol resnice. Medtem ko se celice, kot so kožne in črevesne celice, mimogrede tiste, ki so najbolj izpostavljene močnemu soncu in močnim kislinam, obnavljajo vsakih nekaj tednov, boš veliko svojih otroških celic obdržal vse do smrti. Naprimer, le približno 40% celic v tvojem srcu se bo obnovilo skozi tvoje življenje. Ostale bodo ostale s tabo zavedno. Toda tvoji spomini niso niti približno tako trpežni. Ne moreš se spomniti, da si bil dojenček na fotografiji, a strašljivo je to, da boš ob pogledu na to fotografijo mislil, da se spomniš. V procesu, ki ga znanstveniki imenujejo infantilna ali otroška amnezija, vrsta zapletenih, a neskrivnostnih procesov popolnoma izbriše duševno stanje. Na njihovem mestu je velika meglena praznina, ki je dovzetna za vtis sodobnih informacij. Dejstvo je, da je dojenček, ki ste ga na fotografijah v albumu, popolnoma tuj današnjemu vam. Tako tuj, da bi vam lahko nekdo pokazal fotografijo drugega dojenčka in bi začeli verjeti, da ste to vi. Počasi se stari spomini potisnejo v uničevalnik papirja in jih nadomestijo novi. Kdaj prenehate biti stari vi? To je tako vznemirljivo vprašanje, da imajo filozofi za to dva različna modela. Tezejevo ladjo in Soritev paradoks. V prvem primeru, če skozi desetletja počasi zamenjate vsak del ladje med popravili, dokler ne ostane noben originalni del, se vprašate, ali je to še vedno ista ladja. V drugem primeru morate razmisliti o kupu peska. Koliko zrn peska morate odstraniti, preden to neha biti kup? Ali v našem primeru, koliko spominov v dojenčkovih možganih mora zbledeti, preden zbledi tudi dojenček? Si resničen? Si bil vedno ti? Ali znanstveno gledano, si bil drugi najemnik, ki je čakal v ozadju med razvojem dojenčkovih možganov, pripravljen, da se vseli? Drugo poglavje. Iluzija strojne opreme. Prva stvar, ki jo morate razumeti, je, da to ni zato, ker bi dojenčki delovali s šibko strojno opremo. Pravzaprav je ravno obratno. Dojenčkovi možgani so v resnici visokozmogljiv Ferrari v primerjavi z možgani večine med nami v srednjih letih, ki so bolj kot razmajan Honda Civic. Kot odrasel predstavljajo vaši možgani le 2% vaše celotne telesne mase. Preden ste se rodili, je bilo to več kot 10-krat več, 25%, tik pred rojstvom. In tudi po rojstvu možgani še vedno predstavljajo impresivnih 10% dojenčkove telesne mase. In v prvih 3 mesecih vašega življenja bodo vaši možgani še naprej rasli za 1% na dan v obdobju neprimerljivo hitrega razvoja možganov. Dojenčkovi možgani so močna spužva za podatke z osupljivimi 50% več sinaptičnih povezav, kot jih ima odrasli možgani. Če bi imeli takšne možgane, kot ste jih imeli kot dojenček, kot odrasla oseba, si predstavljate, kako hitro bi lahko osvojili nove veščine, se naučili novih jezikov in razvili svojo osebnost. Neuroplastičnost je neprimerljiva. Več kot milijon nevronskih povezav nastane vsako sekundo v dojenčkovih možganih. Ta proces pa zahteva neverjetno visok presnovni davek. 60% dojenčkove energije gre neposredno za razvoj njihovih možganov. Tudi pri 3 letih bodo tvoji možgani 2-krat bolj aktivni kot možgani odraslega človeka. Če na to pogledamo skozi to prizmo, je povprečen dojenček ali malček, plazeči, čebljajoči, super računalnik, še preden lahko sploh izgovori svojo abecedo. Jasno je, da ne izgubiš vseh svojih otroških spominov samo zato, ker so tvoji otroški možgani šibka strojna oprema. Toda popolno izbrisanje tvojega jaza iz dojenčkovih let ni napaka v sistemu. To je lastnost. Otroški možgani nimajo težav s hranjevanjem kratkoročnih spominov. Ko pa gre za dolgoročne spomine, obstaja strukturno ozko grlo v ključnem delu tvojih možganov, hipokampusu. To je majhen del tvojega limbičnega sistema, ki organizira tvoje spomine tako, da izbere, katere kratkoročne spomine bo globoko shranil kot dolgoročne spomine. Kot pravi avtoritativna študija na to temo, so v otroštvu ravni nevrogeneze v hipokampusu visoke in na novo ustvarjeni spomini se običajno hitro pozabijo. V bistvu, staro gre ven, novo pride noter. In ko staro enkrat izgine, izgine zavedno. Ampak to ni edini proces, ki je očitno odločen uničiti vaše otroško jastvo. Izkazalo se je, da je prav rast vaših možganov lahko zadnji žebelj v krsto. Tretje poglavje. Formatiranje trdega diska.
Raziskava iz leta 2014, ki sta jo opravila Paul V. Franklin in Sheena A. Jocelyn o naravi neurogeneze, torej nastanku novega živčnega tkiva, je popolnoma spremenila naš pogled na to, kako možgani sami sebe uničujejo, da bi se lahko ponovno rodili. Temu pravijo mehanizem čiščenja. To je način, kako možgani preprečijo, da bi se zamašili z nepotrebnimi podatki, kot so gesla za račune, ki jih ne uporabljate več, stari loto številke in kaj ste jedli za zajtrk natanko pred 3 leti. Če bi vse te stvari zadržali v možganih, bi se to verjetno zdelo bolj kot prekletstvo, kot pa supermoč. Poseben mehanizem čiščenja, ki sta ga odkrila Franklin in Jocelyn, je popolnoma povezan s tem, kako se nove celice ustvarjajo v subgranularni coni dentatnega girusa. Tam se najprej množijo, preden se kasneje vključijo v vezje hipokampusa. To se zgodi, ko doživljate nove izkušnje in pri tem ustvarjate nove spomine. Predstavljajte si, da imate škatlo, polno plastičnih žogic, podobnih tistim, ki jih najdete v bazenu z žogicami. Potem vam damo novo žogico in vam rečemo, da jo morate premakniti na dno škatle, ne da bi pri tem premaknili katerokoli drugo žogico. Nemogoče, kaj ne? To je natanko tako, kot nove celice, ki nastanejo v subgranularni coni dentatnega girusa, vplivajo na strukturo hipokampusa. Ne morete dodati nečesa novega v zaprt sistem, ne da bi bistveno spremenili tisto, kar je že v njem. Če citiram rezultate študije, ko se nove celice vključijo v hipokampus, nujno preoblikujejo obstoječa vezja. To preoblikovanje lahko poslabša spomine, ki so že shranjeni v teh vezjih. Ne gre samo za dodajanje k vezjem, ampak za to, da jih premeša. Več kot se naučiš, manj veš. Proces odraščanja, če ga gledamo v luči teh ugotovitev, je skoraj kot nadgradnja rama sistema, medtem ko računalnik še vedno deluje. To je nasilna vdor, ki poruši ustaljeni red in raztrga mentalno arhitekturo, ki že obstaja. Ta raziskava je nor premik paradigme iz ogromno razlogov. Naprimer, analiziranje načina, kako medsebojno delujejo že uveljavljeni in novi spomini. Prav tako kaže, da lahko z usmerjanjem na določene dele možganov najdemo nove možnosti zdravljenja motenj, ki uničujejo spomin, kot sta amnezija ali demenca. Prav tako nadaljuje z zaskrbljujočim vzorcem. Ti, ki obstajaš kot dojenček, se zdiš popolnoma obsojen na usodo zaradi procesov, ki so lastni tvojemu telesu in možganom, ko odraščaš. In noro pri vsem tem je, da smo še vedno šele na površju, koliko naravnih procesov v telesu očitno sodeluje v tej zaroti proti tvojemu lastnemu umu. 4. poglavje. Sinaptični pokol. Človeški možgani so kot nepremičnine. Prostor je vedno dejavnik. Velikost tvoje lobanje bo vedno omejevala fizično velikost tvojih možganov. Fizična velikost tvojih možganov pa bo posledično vedno omejevala število možnih sinaptičnih povezav v njih. Kot sem že prej rekel, ko si dojenček, so tvoji možgani prava spužva za vse podatke iz okolice. V tem času boš pobral veliko dragocenih informacij, od jezika do tega, da ne smeš dotikati vroče peči. Neizogibno, tako kot nekdo, ki klikne na povezavo za prenos vsake datoteke, ki jo vidi na internetu, bodo tvoji možgani posrkali tudi veliko nesnage, ki je lahko od neuporabne do celo nevarne. In zato, ko oseba začne vstopati v puberteto, njen in spomini doživijo nasilno obdobje odstranjevanja, znano kot sinaptično obrezovanje, kar v praksi pomeni noro masakr neštetih spominov. In če to gledaš in si star med 12 in 30 let, se to dogaja prav zdaj. Prav, zdaj si v prehodnem prostoru med smrtjo tega, kar si bil, in postajanjem tega, kar boš postal. In katere sinapse bodo odstranjene, je povsem odvisno od vsakega posameznika. Pomislite na to kot na načelo uporabi ali izgubi, kjer se sinaptične povezave, ki jih v tem obdobju največ uporabljaš, spomini na ljudi in kraje, ki jih najpogosteje vidiš, spretnosti, ki jih največ uporabljaš in podobno, okrepijo. Povezave, ki jih premalo uporabljaš, bodo oslabela in umrla. Od procesa sinaptičnega obrezovanja boš imel veliko koristi, od večje zbranosti do jasnejšega spomina in boljšega zaznavanja. Toda za prejšnjega najemnika tvojega telesa je to v bistvu, kot da bi se uresničil Armagedon. Najvišjo raven sinaps dosežeš pri približno 3 letih in med tem ter 10. letom boš izgubil kar 50% svojih dodatnih sinaps. To je kot da bi mesto uničilo polovico svojih cest in mostov, da bi zmanjšalo gnečo na preostalih. Fascinanten, a hkrati tragičen del vsega tega je, da nikoli zares ne boš vedel, kaj si izgubil. Toda tudi če bi lahko premagal nevrološko oviro, da bi vse to razumel, je zatem še ena zaklenjena vrata. In ta so povsem psihološka. 5. poglavje. Ogledalo in duh. Kdaj pravzaprav začneš razmišljati o sebi kot o sebi?
To zveni kot vprašanje, ki si ga ljudje na zabavi začnejo postavljati okoli 2 ure zjutraj, potem ko so spili malo preveč. A v resnici je to vprašanje, o katerem so psihologi desetletja globoko razmišljali. Celo zasnovali so sijajen test za raziskovanje tega, imenovan MSR ali test prepoznavanja samega sebe v ogledalu. Leta 1970 je psiholog Gordon Gallup mlajši dobil sijajno idejo, da bi lahko stopnjo samozavedanja pri človeku ali katerikoli drugi živali izmerili z njihovo sposobnostjo prepoznati svoj odsev kot samega sebe in ne kot drugo žival. Posebna različica za človeške dojenčke je večinoma znana kot test rdečila, kjer se z rdečilom nariše pika nekje na otrokovi koži, kjer je ne more videti, običajno na mestih, kot je čelo. Če je dojenček zagledal rdečo piko v odsevu in takoj segal proti svojemu čelu, namesto proti samemu ogledalu, je bil to dokaj močan znak, da ima določeno stopnjo samozavedanja. Ampak tukaj je zanimiv del. V prvih 12 mesecih svojega življenja so dojenčki večinoma skoraj vsi padli na zrcanem testu. Ne vidijo čudnega malega plešastega, slinastega bitja v ogledalu in si mislijo, to sem jaz, ker se njihov občutek jaza še na noben resničen način ni utrdil. Namesto tega so v najzgodnejših primerih človeških raziskav svoj odsev v ogledalu videli kot družabnega sopotnika za igro. Šele med 20. in 24. mesecem je prepoznavanje preseglo 65%. Torej, predtem je skoraj polovica dojenčkov v ogledalu preprosto videla tujce. Kako lahko shranjujete spomine o sebi, če sploh ne veste, kaj sebstvo sploh je? Dojenčki zato potrebujejo drugačen način, da spomine umestijo v kontekst. Ampak naš glavni način za to tudi ni vnaprej programiran. Poglavje 6. Jezikovna zapora. Eden izmed mnogih pripomočkov v človeškem orodjarstvu, ki nam je dal prevlado nad planetom Zemlja, je naša sposobnost komuniciranja z govorjenim in pisnim jezikom. Naš besedjak je na mnoge načine način, kako začrtamo meje svoje domišljije. Kaj torej to pomeni za možgane, preden razvijemo jezik? Če sta občutek in zaznava mehka organa spomina, je jezik okostje, ki vse skupaj drži skupaj. Pred jezikom je ta tako imenovani predverbalni ali somatski spomin, kodiran v čistem občutku. Ko pa otroci v prvih 2 do 3 letih pridobijo jezikovne spretnosti, se njihov način shranjevanja spomina radikalno spremeni, saj začnejo uporabljati jezik kot nekakšen mentalni medij za shranjevanje. In ko se ta medij spremeni, se sporočilo izgubi. Študija iz leta 2002, ki sta jo izvedla Gabriel Simcock in Harleen Hain, je poskušala ugotoviti, ali pridobivanje novega besedišča otrokom omogoča opisovanje spominov iz obdobja pred govorom. Rezultati njihovega testa so še danes izjemno presenetljivi. Do časa testa so otroci vseh starosti že osvojili večino besedišča, potrebnega za opis ciljne dogodka. Kljub temu, med testom predverbalnih vidikov svojih spominov niso ubesedili. V nobenem primeru otrok ni ustno poročal o informacijah o dogodku, ki niso bile del njegovega ali njenega aktivnega besedišča v času kodiranja. Zaključujemo, da ima razvoj jezika ključno vlogo pri otroški amneziji. Z drugimi besedami, takoj ko znaš reči adijo dojenček, je točno to tisto, kar bi moral reči vsem svojim spominom pred tem časom. Toda kadarkoli izveš čudne in vznemirjajoče informacije, kot je ta, se morda začneš spraševati o izjemah. Naprimer, kaj se zgodi s spomini ljudi, ki si lahko zapomnijo skoraj vse? 7. poglavje. Paradoks Hsam. Včasih je lahko spomin prekletstvo. Predstavljaj si najbolj sramoten trenutek svojega življenja. Predstavljaj si, da bi se lahko tega trenutka spomnil s popolno jasnostjo do konca svojega življenja. To je boj ljudi z izjemno avtobiografsko sposobnostjo pomnjenja ali Hsam. To pomeni, da se oseba s tem stanjem lahko brezhibno spomni vsega, kar se ji je zgodilo. To stanje je izjemno redko, saj je bilo uspešno diagnosticiranih le približno 60 ljudi. Raziskave še vedno potekajo, vendar je trenutno najboljša domneva, zakaj to vpliva na ljudi, večji temporalni reženj za obdelavo spomina in večje repato jedro, ki ima vlogo pri učenju. In obstoj takšnega stanja odpira fascinantno vprašanje. Tudi med ljudmi, ki naj bi imeli popoln spomin, zakaj se jih toliko še vedno ne more spomniti svojih najzgodnejših let kot dojenček? Večina teh izjemno realističnih spominov se začne v poznem otroštvu. To pomeni, da tudi če imaš izjemno sposobnost spomina, še vedno ne moreš uiti otroški amneziji, ki je kot giljotina za spomine iz dojenčkovih let. To je preprosto naraven in neizogiben del življenja. Toda zdi se nemogoče to sprejeti kot absolutno resnico, ne da bi si zastavili še eno vprašanje. Kakšna je evolucijska prednost tega, da svoja najzgodnejša leta vržemo v smeti? 8. poglavje. Dilema stabilnosti in plastičnosti.
Jasno je, da se možgani kot organ nenehno spreminjajo, razvijajo in prilagajajo obdobju življenja, kateremu služijo. In ko tvoje življenje napreduje, preprosto povedano, potrebuješ drugačno vrsto možganov. V tvojih najzgodnejših letih ni nič pomembnejšega od nevroplastičnosti. Tvoj je kot mehka, mokra kepa gline in vsak dan ga začne oblikovati informacija, ki jo prejema. Ko odraščaš, dobiš boljši občutek za svojo življenjsko pot in tvoje izkušnje oblikujejo to glino v nekaj specifičnega. Recimo za primer, da se kepa gline, kar so tvoji možgani, oblikuje v skodelico. Toda tudi v obliki skodelice ne smeš uliti vroče kave v mokro glino. Kaj torej narediš? To skodelico daš v peč in jo zapečeš v njeno obliko. V tem trenutku skodelica izgubi plastičnost, sposobnost biti karkoli, namesto tega pa pridobi stabilnost. Zdaj je samo ena stvar, vendar je v tem veliko boljša, kot je bila prej. Zelo podoben proces se zgodi tudi z vašimi možgani. Izgubi možnost, da obstaja v svetu potencijala, vendar v zameno postane nekaj, kar je dragoceno v globalni skupnosti družabnih bitij. Ko se temeljito naučite hoditi in govoriti, morajo vaši možgani zavreči priročnike za hojo in govor, da naredijo prostor za bolj zapletene zahteve obstoja. Toda samo zato, ker je vse to izbrisano, še ne pomeni, da v meglenem svetu vašega odraslega uma ni nobenih preostalih sledi. Poglavje 9. Duh v stroju. Od številnih procesov, ki v vsakem trenutku potekajo v možganih, je le nekaj od njih dejansko zavestnih. Večina jih poteka nekako v ozadju, tudi stvari, ki niso fizični refleksi, ampak naučene veščine, kot sta hoja in govor. Temu pravimo proceduralni spomini in so del večje podkategorije implicitnih spominov. To je živa zapuščina prejšnjega prebivalca tvojih možganov. Dejanja in odzivi, ki izhajajo iz tvoje lastne globoke zgodovine, stvari, ki jih počneš, ne da bi zares razumel, zakaj. Si nervozen v bližini psov brez razloga, a je verjetno zato, ker ti je nemški ovčar zalajal obraz, ko si bil star 1 leto. Odraščal si z nekako pozitivnimi občutki do svoje mame, še preden si jo zares poznal, zaradi vezi, ki si jo zgradil, še preden si postal ti sam. Dim je še vedno tam, a ogenj je že dolgo ugasnil. Vse, kar lahko narediš, je, da se vprašaš, kam je vse to izginilo. Poglavje 10. Novi najemnik. Vse to na koncu dokazuje strašljivo resnico, na katero smo namigovali že na začetku videa. Ti, torej tisti skupek nenehno spreminjajočih se spominov in utripajočih sinaps, ki po skupinskem dogovoru odloča, da si ti, si bil vedno na nek način ti. Samo nekaj let si moraš odvzeti od svoje starosti, da dobiš resnično natančno sliko. Prvi najemnik tistega razpadajočega stanovanja, ki mu praviš tvoje telo. Tisti, ki se je naučil hoditi, ki je izgovoril prve besede telesa, ki je videl prvi sončni vzhod in zahod, je zdaj malo več kot podatkovni duh. Tisti bled vtis, ki se pojavi v ozadju tvojih misli, ko gledaš stare fotografije ali ko ti starši pripovedujejo prisrčne zgodbe iz tvojih zgodnjih let. Dali so ti vse, ti pa si jih vse ubil že s tem, ko si prišel na svet. Zato si naslednjič, ko gledaš svoj odsev v ogledalu, vzemi trenutek in se spomni, da ta odsev nikoli ni bil samo tvoj. Morda potiho zašepetaj hvala osebi, ki je to telo grela v prvih nekaj letih tvojega življenja. Mogoče, če potem obstaja še kaj, jih boš nekega dne srečal. Želiš izvedeti več o strašljivi krhkosti človeškega spomina? Potem si oglej Mož, ki je šel na zdravljenje zobnega kanala in zavedno izgubil spomin. Ali pa si oglej tole.